Katja se mora danes učiti še nemščino, Miha bo jutri pisal test iz matematike, Nives pa bo vprašana naravoslovje. Saj polovica učencev je zaradi bližajočega se konca leta med poukom bolj nemirna. Malo sem pod stresom in zaradi tega se zelo zadržujem zase. Prijateljem govorim, da pač nimam časa za njih. Ne morem jesti, ne morem piti, se potim. Cel sem napet, pa se tresem, pa ne vem, kaj bi se najprej učil. Kadar smo pod stresom, potrebujemo sprostitev. Če želimo, da bo naše učenje učinkovito in hitro, si moramo narediti načrt in si na vsakih 45 minut učenja vzeti 5 do 10 minut odmora. Najbolj učinkovit je svež zrak, globoko dihanje ali nekaj razgibalnih vaj. Prekrižamo roke, prekrižamo noge, roke obrnemo k sebi, zaperemo oči in globoko dihamo. S podobnimi vajami bomo hitro pozabili na stres in skrbi. Ob koncu šolskega leta so otroci res bolj pod stresom, so veliko bolj nemirni, med odmori je na šoli malo bolj glasno. Če smo nemirni, je prav, da se z nekom, ki mu zaupamo, pogovorimo. To je lahko tudi prijatelj ali prijateljica na igrišču. Med sprehodom v naravo se ustavimo in naredimo kakšno razgibalno vajo ter pri tem globoko dihamo. Ne boste verjeli, ampak veliko skrbi lahko izgubite tudi z motiko v roki in delom na vrtu. Slaba volja in strah kar naenkrat izgineta, hkrati pa čez nekaj tednov zraste okusna zelenjava.